Pripravljeni? Pozor! Sì. Boš, panin šalame ungherese, rožeto z mađarskim salamom, al kajzerco z ogrsko salamo. Kajzerico z ogrsko salamo. Odgovor je pravilen. Bravo. In dober tek. Si. Boš plastično torbico, štrnicel ali vrečko? Štrnicel. Si prepričan? Bo dovolj? Ne, vrečko, plastično vrečko. Odgovor je pravilen, bravo. Prosim. Ma kaj prosiš? Kaj prosiš? Sem jaz tvoj bog, šempel. Seveda, gospod Boter, seveda. A ne me klicat, Boter, za ti rekel. Boška za maj, budalo, kaj nisi drugega, budalo. Ja, bos, seveda, tako kot želite. Eko, bravo. Kako je z našo ekipo, a? Budalissimo, so pronti, fantje? Ja, so pripravljeni. Danes imamo vse zadnji trening. Gremo na zlati led. Kaj gre se? Na zlati led? Na nagrajevanje najboljših zamejskih športnikov, kjer so sami prvaki. Z njihovimi nasveti bomo lahko ukrepili našo samozavest. Zlati led, ne goličo. Jaz poznam samo zlato reto od moje švočare. Sem tisen, ki je špendala za liposucion. Moje so ovde. Bom, pa to ni važno. Važno je, da škvadra je forma in da naredimo lepo figuro. Brez skrbi, gospod Boter, gospod Bos. Vse bo v najlepšem redu. Eko, bravo, budalone, bravo. In zdaj marš na delo. Alo. Razumem, gospod Bos. Seveda, ja, marš na delo. Torej, fantje in dekle, zdaj gre za res. Ste z mano, da ali ne? Na to tekmo se pripravljamo celo sezono.
Garali smo kot zivi, garali smo dan in noč. Pazili smo na vse podrobnosti, telo, psiha, znanje. Potili smo se v fitnessu. Učili smo se tujih jezikov. Pozor, ena riba, dva riba, tri ribe. Ste razumeli? Obdelali smo najbolj prefinjene tehnike in taktike v napadu. In zdaj nas čaka še zadnji izziv. Učenje na podlagi izkušenj drugih športnikov. In kje jih dobimo največ? Gremo tja, kjer se zberejo vsi najboljši zamejski, slovenski športniki v Italiji. Vsi na enem kupu. Ne gremo dobrodošli na festo pusta. Gremo na zlati led. Dajmo zdaj! Se žlefedurje, zalivenke dumerjenu pomidorje, selata ne raste, druska mi ne ostane, kude zelijen srdelune od mame. Vse ti večerne fetu poštu zate, grajo triketi v edenu, si zmočen seva, tečeju puži, tečeju po ulici, poljeti rate sa rusane sonci. Moja luskovca, moja destra luskovca, ti si moja luskovca, moja destra luskovca. Zličen večka pozanu verzuti, odkar te poznam, fižuleti smi proti. Kadar te vem, se delam kavalirja, ostane presvede cijela lijeka krempirja. Vseki večerne fetu poštu zategajo, triketi v edenu, si zmočen seva, tečeju puži, tečeju po ulici, poljeti rate sa rusane sunci. Ti si moja luskovca, moja destra luskovca, ti si moja luskovca, moja destra luskovca. Celiku škrata, meu bijes ciuganu neč ne pomaga, če ti vem, da moji verki ni nobene žabe, nobena lingurja me od tebe ne svabe. Ti si moja luskovca, moja destra luskovca, ti si moja luskovca, moja destra luskovca, ti si moja luskovca, moja destra luskovca, ti si moja
Dober večer vsem in dobrodošli. Dobrodošli na podelitev priznanj Zlati let za leto 2017, ki jih podeljuje Primorski dnevnik o programski kulisi z SŠD. In vaš aplavz še enkrat za Black Pantherse. Hvala lepa, fantje! Torej, Luskovca, to je komad in draga Stefanja Beretta, ti si moja dieštra Luskovca danes večer. Vesel sem, da si se nam pridružila na tem posebnem dogodku. Hvala lepa, Eugen. In lep večer vsem. Drage gospe in spoštovani gospodje, tudi v mojem imenu dobrodošli na nagrajevanju najboljših slovenskih športnikov v Italiji. Danes bomo nagradili tiste, ki se v športu uvrščajo najviše. Točno tako in greva na sredino samega prizorišča. Strokovna komisija, ki jo sestavljajo trenerji in poznavalci naše športne stvarnosti, je pod vodstvom športnega uredništva Primorskega dnevnika izbrala najboljše, najhitrejše, najbolj zaslužne športnike in športnice našega območja. Ja, v poštev za nagrado pridejo vsi slovensko govoreči športniki v Italiji, razen tistih, ki so bili prejemniki nagrade Naš športnik lani decembra. Kot vedno bomo tudi tokrat nagradili najboljšo mladinsko in najboljšo člansko ekipo in seveda tudi odbornike in druge zaslužne športnike, ki uspevajo v raznih športnih panogah. Perfektno, odlično, seveda lep pozdrav vsem tistim, ki nam sledijo preko interneta, Facebooka, v bodočnosti ali pa na valovih Radia Trst in seveda pozdravljamo vse ugledne goste v naši družbi. Med uglednimi prijatelji zlatega leta so Walter Bandel, predsednik Sveta slovenskih organizacij. David Peterin, predsednik odbora SKGZ-ja za Gorico. Predsednik ZSŠD-ja Ivan Peterlin. Odgovorni urednik Primorskega dnevnika Aleksander Koren. In predsednik zadruge Primorski dnevnik in delegat Koni Jure Kufrzin. No, torej letos imamo tudi nekaj uglednih sponzorjev, pokroviteljev, a ni tako? Seveda, ja, to so Terme Snovik, Park vojaške zgodovine Pivka, Pizzerija Minimax, dvorana Kinemax, Fitness Planet Sežana, Bodykonstruktor.si in Gina Lazarevič, certificirana fitness trenerka. Torej, če nimaš nič proti in če vi nimate nič proti, se nagrajevanje lahko začne. In sicer pri ekipnih kategorijah nagrajujemo člane in mladince. Za mladinsko kategorijo smo izbrali med športniki in športnicami rojenimi med letnikoma 98 in 2001. Na vrsti kot prve so mlade odbojkarice. Ja, seveda. Sedaj pa, kdo bo nagrado podelil? No, nagrado bo podelil naš najboljši odbojkar. Ja, seveda po tvojem Filipom, ki je Filip, v prvi vrsti. Ja, seveda, ja. To pa je naš prvoligaš in bivši član italijanske reprezentance, obenem pa ambasador ZSŠD-ja. Kdo je to? Loris Manja! Pridi! Loris, dober večer, dobrodošel. Sem na sredino, hvala lepa. Torej, na hitro, Loris, povej, če že veš slučajno, kje boš igral naslednjo sezono, ker vem, da v teh dneh se o tem govori oziroma o tem razmišljaš. Še v Piacenzi. Dobro, torej si podpisal, v Piacenzi, sigurno? Sigurno. Dobro, kmalu pa bo tudi Camp Volley Manja, ba je, da se je prijavilo veliko otrok. Boš tudi letos plesal, prosim režijo, če lahko pokaže ta posnetek. Lepa, vidim, se migaš prav, ti počem Travolta, čo? La. Boš plesal torej tudi letos? Sigurno. Aha, dobro, lepo. Loris Manja, torej naš šampion, bo najprej nagradil seveda najboljšo mlado odbojkarico in to, torej dame in gospodje, so naše prve nominacije. Nominacije za Zlati let za najboljšo mlado odbojkarico. Za najboljšo mlado odbojkarico. Nominiranke so Karen Breganti za let, Špela Ferfolja za let, Veronika Feri za let, Nina Kovačič za let, Petra Olenik za let, Veronika Winkler, Maurica. Tako, torej, dame in gospodje, jaz vabim tudi Nikol Gustini, da se nam pridruži. Naša prekrasna asistentka ima torej
to, kar je Primorski dnevnik pripravil za letošnje zlate lete in torej nagrado za najboljšo mlado odbojkarico prejme Nina Kovačič za let. In prihaja Nina Kovačič. Dobro večer, zdravo, dobrodošla, prosim na to stran. Torej, nekaj fotografij, gor luči, hvala lepa za lepše fotografije. Dame in gospodje, naša prva nagrajenka in sicer najboljša mlada odbojkarica Nina Kovačič, da slišimo utemeljitev. Še ne 17-letna odbojkarica Zaleta Nina Kovačič se je v minuli sezoni pridružila članski ekipi, kjer je že od začetka sezone postala ena izmed ključnih igralk. V deželnici ligi je blokerka po sili razmer igrala po večini v vlogi korektorja. V novi vlogi pa se je vsekakor izkazala. Odigrala nekaj tekem na visoki ravni, krasijo pa jo tudi rednost na treningih, delavnost in poslušnost. Nagrado prejme prvič. Nina, korak bliže, prosim, pridi sem. Povej, kako je bilo igrati v novi vlogi in v ligi, kjer igrajo tudi starejše igralke. Letos je bilo vsekakor za me ena nova izkušnja. Si nisem mislila, da bom lahko igrala toliko, ker sem prvič v članski ekipi in sem si mislila, da bom več od strani, kot da bom igrala. Glavna, imela glavno vlogo, ampak to se je zgodilo. In si zadovoljna? Ja, seveda sem zadovoljna in sem zelo vesela, da sem lahko pokazala tisto, kar verjetno znam. Odlično. Glej, jaz imam še eno vprašanje, oziroma imamo še eno vprašanje, ampak je posebno vprašanje, ker nismo dovolj inteligentni, nimamo dovolj dobrih ali pa inteligentnih novinarjev, smo kupili računalnik, ki ponuja in postavlja zelo posebna in vprašanja pač z velikim številom sivih celic. Naš računalnik je zlati HAL 9000 in da vidimo, katero vprašanje je pripravil zate. Prosim, HAL 9000, si z nami? Čakaj, kaj je to? Aha, neki moški je gledal portret, nekdo ga je vprašal, čigavo sliko gledaš? Odgovoril je, bratov in sester nimam, a oče tega moža je sin mojega očeta. Čigavo sliko je gledal? Zlati HAL, kaj sprašuješ? Čigavo sliko je gledal po tvojem mnenju? Če me je že prišel odgovor, boste počakali malo, čo? Sliko svojega, bi ti tako odgovorila? Ne znam, mislim, da ne. Vsaj je bila iskrena, si dobila pomoč. Nina Kovačič, hvala lepa! In seveda pozdravljava tudi vse ostale nominiranke. Ja, tako je, topel aplavz še za naše nominiranke. Karen Breganti za let, Špela Ferfolja za let, Veronika Feri za let, Petra Olenik za let in Veronika Winkler Maurica. Hvala lepa še enkrat, Nina, lahko greš, hvala. Seveda zlati let je zate. Odlično, na to stran. Ti pa ostane z mano, a ti bi znal odgovarjati na to vprašanje, ki ga je prijela Nina? Tudi ti si iskren. Dobro, gremo naprej, ker dragi kolegi in spoštovani gostje, prijatelji in seveda privrženci našega zamejskega športnega gibanja, imamo že naslednjo nagrado in sicer govorimo o zlatem letu za najboljšo odbojkarico v članskih kategorijah. To so nominacije. Zlati let za najboljšo odbojkarico. Nominiranke so Veronika Feri za let, Nina Kovačič za let, Petra Olenik za let, Demi Vatovac za let, Veronika Winkler Maurica. In torej, da slišimo in da vidimo, počakajte, kdo oziroma katera izmed teh igralk bo osvojila zalet za najboljšo odbojkarico. And the winner is, zmagovalka je Nina Kovačič za let. Ja. Se mi zdi, da sem že videl to stvar, ta moment. Dobar večer, draga, kako ste? Iskrene čestitke. Ma glej, ancora tu, non dovevamo vederci più. Ma pridi sem. Glej, imamo še eno vprašanje zate. Še eno pametno vprašanje našega superga računalnika. Zlati HAL 9000, da vidimo, kaj je pripravil naš računalnik.
Neki moški je gledal portret, nekdo ga... Ma čakaj, čigavo, pridi sem, čigavo sliko je gledal? Svojega očeta. Je ratalo. A imamo tudi odgovor. Je mogoče tvoj oče tu med nami? Je? Kje je oče, kje je tata? Lahko pokaz se? Če lahko ostaneš, prosim. Tudi aplavz za očeta, za starše, ki so bili tako sposobni, ne, pač, da so dali življenje tej zelo talentirani igralki. Imamo tudi utemeljitev. Jaz bi pa pripravila še utemeljitev. Ma si sigurna, ja? Ja, dej. Da slišimo. Še ne 17-letna odbojkarica Zaleta Nina Kovačič se je v minuli sezoni pridružila članski ekipi Zaleta. Uspešno pa je nastopala tudi v prvenstvu Under 18, kjer se je s igralkami uvrstila na pokrajinski finale. Tukaj univerzalna igralka je v članski ligi po večini igrala v vlogi korektorja pri mladinkah, kjer je bila na glavnih vodih ekipe pa kot blokerka. Krasijo tudi rednost na treningih, delovnost in poslušnost. Nagrado je prijela? Prvič. Vidiš, Nina Kovačič, hvala lepa, torej tudi naša zmagovalka, prejemnica zlatega leta za najboljšo člansko igralko. Iskrene čestitke, 2 nagradi, 2 muhi, ne mah, to je kar lepo zadoščenje, ja? Ja, seveda. Hvala lepa tebi, torej, lep aplav še enkrat za našo zmagovalko, Nina Kovačič. Sedaj pa še topel aplavz tudi za ostale nominiranke. Ja. To so Veronika Feri Zalet, Petra Olenik Zalet, Demi Vatovac Zalet in Veronika Winkler Maurica. Dragi Loris, imamo zate tudi priložnostno vrečko ZSŠDI-ja, skratka nekaj daril v imenu organizatorjev in ZSŠDI-ja. Hvala lepa za sodelovanje, pa se vidimo potem na fešti, bova eno spila in tudi malo zaplesala. Oj, kako lep srečen dan. Loris Manja, hvala! Zdaj pa imamo že novo nagrado, skratka novega gosta, je tako? Tistega, ki bo podelil naslednji nagradi. Ja, to je oseba, ki bo podelila naslednji nagradi, je predstavnik dobrega in naravnega kmečkega sveta. Človek velike telesne in umske moči, ki je svojim robatim in bistrim ponosom kos zvijačnosti višje gospode. In naj dodam, da je velik prijatelj parka vojaške zgodovine Pivka in torej gospe in gospodje z nami danes večer Martin Krpan. Ma vidite ga, kaj roba. Večer, gospod Martin Krpan, ki prihaja, seveda, ga bom vprašal, kje je pustil svojo kobilico, če jo ima še. Ja, za zdaj ga vidim, da se sprehaja proti odru, sicer me malo skrbi. Dober večer, dragi Martin Krpan, kako ste, pridite sem v našo sredo, vse varno je, res? Je vse pošto? Absolutno, sploh ne zgledaš, ko brdavs niti približno. Dobro, hvala lepa, to je res najlepši kompliment v svojem neravno dolgem življenju. Je pa moja malo daljša, zato pa ti povem, da ne zgledaš, ko brdavs. In kje pa ste pustili svojo kobilico? Ja, veste, tako je, včeraj smo imeli v parku vojaške zgodovine ravno otvoritev novih eksponatov. In to velike razstave, stalne letal, padlih in vseh, kar je ostalo spominkov iz druge svetovne vojne, kar je v naših krajih padlo dol. In smo imeli velikansko pomembne goste, generale z Amerike, ker največ je palo ameriških letal. Tako da smo imeli največ generalov, ko so me gledali kar dobro, oni so zvedeli, da sem jaz, so bili malo strahi. Ja, zaradi tega. In smo imeli tudi, s to mesarico, tu je hmašna. In je bilo fajn, torej, ste imeli fajn, je bilo veliko ljudi. Sam gospod minister je prišel otvoriti razstavo in me je bila moja kabinca tako všeč, da sem jo mogel za čez vikend mu jo posoditi. Tako, ministru. Ja, seveda, zato jo nemam danes s sabo. Dobro, hvala lepa, medtem pa se za nami vrtijo prav posnetki parka vojaške zgodovine, svetujemo vam seveda ogled tega prekrasnega kraja, ki je nedaleč od našega Trsta ali pa od naših krajev, naše Gorice, skratka v Pivki. Zdaj pa takole, imava 2 nagradi, torej podelili boste 2 nagradi in prva nagrada na vrsti je Brez meja, torej nagrada Zlati let brez meja. Ja, v kategoriji brez meja pridejo upoštev športniki druge narodnosti ali Slovenci iz matične domovine, ki branijo barve naših društev. In torej, Zlati let brez meja prejme Karlo De Petris, AŠZ Jadran, oziroma Jadran Istvem. Dobro večer tebi.
Buonasera, caro. Glej, kakšen brdavski je ta, Ačo. Seveda, nagrada je za fanta, ne? A ja, no prav, pa mu jo bom dal. Ja, prosim, ja. Da slišimo utemeljitev najprej. Pred začetkom sezone 2012-2013 se je Jadran okrepil s tedaj 20-letnim Karlom De Petrisom, ki je prihajal iz vrst Pallacanestra Trieste. Od tedaj dalje je Karlo nenadomestljiv član združene ekipe, ki bo letos najverjetneje osvojila vsaj prvi krog play-offa, ko bi se De Petris ne poškodoval. Karla, ki ima v sebi Jadranov DNK, ne opažamo le na košarkarskih igriščih. De Petris je namreč prisoten na najrazličnejših dogodkih in tekmah, saj je stalno v družbi Jadranovih soigralcev, predvsem pa prijateljev. No, najprej to vprašanje, kako gre z učenjem slovenščine? Vedno boljše. Preden! Ste slišali, Kerobačo? Bravo. Torej, lahko komentiraš tudi naslednje, kako je s poškodbo, če bi res dosegli kaj več, če se ti ne bi poškodoval. Sarebbe andato meglio. Gremo v slovenščini? No, ti sono andato troppo oltre adesso. Okay. L'infortunio. Sarebbe stata una storia diversa senza l'infortunio? No, non cambiava niente. Se non altro mi è dispiaciuto a me non poter partecipare ai playoff. Adesso però partecipi alla nostra domanda del nostro computer. Da vidimo in slišimo, kaj ponuja naš računalnik Zlati HAL 9000. Questa è la sfida del computer per te. Preberi najznamenitejšo kitico Prešernove Zdravljice in jo imamo, dovrai leggere quindi a beneficio e goduria del nostro pubblico questo. Questa è la parte più bella della letteratura slovena o della poesia slovena in generale, che poi diventa questo, questa è la traduzione, ovvero sono le parole dell'inno nazionale sloveno. Proviamo, dai. Živene vsi narodi. Ne narodni, narodi, bravo, perché narodni significa una Krepene dočakat dan, bravo. Da, koder sonce hodi, bravo, prepir sveta bo pregnan, odlično. Darojak. Questa la cancelliamo, ok? Cancelliamo. Quindi Darojak, nevrag, le soselbo mejak. Dajmo lep aplaus. Nimajo en super pomenti verzi tudi z našim zmagovalcem nagrade brez meja. Questo resta a te, così puoi anche leggere la traduzione, visto l'importanza delle parole. Karlo De Petris, nagrada brez meja. Hvala lepa. Martin, zdaj imamo še eno nagrado. Je čas za nagrado Mladi up. Nagradili bomo najbolj perspektivno športnico ali perspektivnega športnika. In nagrado Mladi up prejme Mija Ukmar. Šinkaj karate klub. Nagrado dvigne oče, njen oče Walter Ukmar. Pa še enega Brdavsa smo dobili, glej. Walter, dober večer. Ta je Brdavs, Martin, ta je Brdavs, dej. Ne. Ma kuda ne? Ma jaz ga poznam. Ta je bolj podoben tem, ko so, mislim, temi ministri Gregori samo tako, kakor gleda, ne po postavi. Po očeh. Po očeh. Drugače je pa bolj cesari, tako. Če pogledaš, če ne bi imel brade in tako, pa če bi bil lepo oštiman, kakor cesar, lepo tako malo zavobljen, lih to prav. Glej, se je zmazal dobro. Ti ni rekel, da si šampion, manjka neč posebne. Da slišimo utemeljitev za Mijo Ukmar. 16-letna Mija Ukmar, članica Šinkaj kluba iz Gonika, je nase opozarjala že v otroških kategorijah. Ta čas pa se kot mladinka najprej uveljavlja na državni ravni. Letos februarja je sezono okoronala z bronom na trofejni deželi, kjer so nastopili najboljši mladi karateisti Apeninskega polotoka. Danes pa je nastope začela na državnem prvenstvu. S svojimi izpiljenimi nastopi v obveznih likih,
Katah je prepričala tudi selektorja italijanske mladinske reprezentance, ki jo je vključil med 9 reprezentantov, ki se zdaj pripravlja na nastop na svetovnem prvenstvu v tradicionalnem karateju. Tako torej iskrene čestitke, oče Walter Ukmar prejme nagrado v imenu Mije Ukmar, ki je danes, smo rekli, na državnem prvenstvu. Ja, dejva se rokovat. Kje je to državno prvenstvo? Casale Monferrato. Odlično. Bo prinesel domov eno flašo vina in šoma. Kot mladi up, mora verjeti vas. Seveda, in tudi v očeta, ki bo častil oziroma bo slavil to nagrado v dobri družbi. Hvala lepa in iskrene čestitke, torej Miji Ukmar. Martin, tudi vam vrečko z dobrotami ZSŠDI-ja. Ja, hvala. Najlepša hvala, Bog vam žirnej. In Nikol sicer ostane z nami. Mislim, sej so mi v očike bežale, kar lih eno tako bi robil zdaj do našem. Zato v oči ne bežijo v tisto stran. Hvala lepa. Park vojaške zgodovine Pivka je predstavil Martina Krpana, ki v resnici se imenuje Andrej Godina. Hvala lepa, Andrej Godina, lep pozdrav. V redu, ne? Ja, zdaj gremo na to stran, veš zakaj? Ker bova že prepustila to prizorišče našim glasbenim gostom. Ti jih poznaš dobro, ne, mislim. Ja. Sej smo skoraj tam. Ja, sej. Dobro vemo, da so v teh minulih tednih, mesecih napolnili Goriški kulturni dom. Tako je, 3 razprodani koncerti, to niso mačje solze. Torej, izjemen rezultat za naše glasbenike, ki seveda pojejo v dobrodobskem narečju in se pripravljajo za... Ne v dobrodobskem. V dobrodobskem. Brava. Ma, ker verjetno ni niti narečje, je jezik. Ja, mislim, prav da ja. Torej, prosim, če lahko pridete na prizorišče, potem se bomo tudi pogovorili z vami, ker komaj čakamo, da nam boste razodeli datum vašega naslednjega koncerta. Skratka, gremo, imamo še en komad, ga boš ti predstavila, ker ne vem, če moja izgovarjava je ta prava. Ja, sej ne vem, če niti moja bo. Torej, 3-4, Black Panthers, Kačakem unga ten, dajmo! Kačakem unga ten. Kačakem unga ten. Kačakem unga ten. Prosim za aplauz. Cajt je prazen, a par minut, da sem že jazen. Lenuca radio, televizion, lenuca nankar moj nov iPhone. Sedem, ustanem, začnem jeden z glave, prvo drugače. Se prav, kada prije uni publiku nov. Skakam kukovica, pojem kuškašak, da me boli mica, da mi zmanjka zrak. Skakam kukovica, pojem kuškašak, da me boli mica, da mi zmanjka zrak. Jedrčake ungaten se moram malo zmočit. Cel cajt kačakem bi se lahko šel porečit. Samo da pride poljer lahko bi pomislil. Enkrat ali dvakrat bom zapojil smerem tisto. Zdaj ne pridem ven, pa to znam že kaj bom delal, ker bom čakal unga ten. Skakam kukovica, pojem kuškašak, da me boli mica, da mi zmanjka zrak. Skakam kukovica, pojem kuškašak, da me boli mica, da mi zmanjka zrak. Skakam kukovica, pojem kuškašak, da me boli mica,
Hvala vam. Staňte, kjer ste. Dober večer, Black Panthers. Walter, že spet v naši družbi, a? Kako lepo, ne vem, ta njegov mikrofon moj. Dobro, torej, razprodani koncerti, nova plošča, mladi in stari poslušajo vašo glasbo, veliko pričakovanje za koncert, ki bo julija, postali ste prave superstar. 1. julija, ne? 1. julija bo, a me nisi odgovoril na moje vprašanje. Ste prave superstar? Ma ne se. Ne? Smo na pravi poti, daj. Gremo. In kdaj boste, torej? 1. julija. 1. julija, seveda. 1. julija, kje bo ta koncert? Doma, v Doberdobu. V Doberdobu na glavnem tistem parku. Trgu, a v parku. Parku, ne, recimo. Ja, če ne na trgu, na parku, eno je trg, drugo je park, ja. Dobro, odlično, pa ste šli, ne, v park? Na kampeti. Na kampeto. V športnim parki. Bravo, odlično. Mi rečemo kampeto. Ma moram govoriti z njim, allora, che è bolj intelligenten. Športni park, torej, Doberdol, kampeto. Dobro, to smo zastopili tudi v Sloveniji, so zastopili kampeto. Odlično, Black Panthersi, hvala lepa, vas ljubimo in se vidimo kasneje. Mi dva greva na uno stran, seveda, draga Stefanja. A hočeš tudi en žluk te specialne pijače, ki jo imajo oni? Kasneje. Special drink, ste videla, Kenebeka tudi, zmeren lepši. No, torej, tu sva seveda, da dava pač še eno podajo naši publiki in sicer na tak način, da povabiva na glavno prizorišče Zlatega leta še enega paradnega konja naše odbojke, ki bo nagradil naslednji dve oziroma naslednje dva športnika. Ja, naslednji nagradi bo namreč podelil prvoligaš iz Števerjana, ki je letos igral pri Monzi. Gospe in gospodje, Jernej Trpin! Jernej Trpin! Same šampione imamo danes večer, Jernej Trpin, torej odbojkarski ligaš, dober večer in dobrodošel. Kako eleganten. Wow, lep si, kako eleganten, bravo, dober večer. Na to stran, prosim. Torej, povej najprej, kako ocenjuješ svojo letošnjo izkušnjo pri Monzi, kako je bilo? Jaz bi rekel, da je bilo vse kot po pričakovanjih, recimo nekaj priložnosti sem dobil, nekaj sem si jih tudi, recimo sem si jih izkoristil, drugače pa bi si želel recimo malo več prostora, prav zaradi tega verjetno bom z naslednjim letom kje drugje odigral naslednjo sezono, zdaj ne vem še točno kje, drugače pa tako, se menimo. Imaš kakšno skrito željo glede tega ali... Rad bi šel malo v tujino. V tujino celo. Zgleda, ja. Dobro, lepo. Vidiš, Keroba, odlično, hvala, da si z nami. No, skupaj bomo spoznali tiste, ki so nominacije za Zlati let za najboljšega mladega odbojkarja. Da vidimo. Zlati let za najboljšega mladega odbojkarja. Nominiranci so Simon Cotič, Olimpija, Peter Jerič, Sloga Tabor, Manuel Lupoli, Olimpija, Mitja Pahor, Olimpija, David Dumek, Sloga Tabor. Že spet 5 mladih obrazov, torej samo eden bo dvignil nagrado oziroma Zlati let za najboljšega mladega odbojkarja. In to bo Mitja Pahor, AŠZ Olimpija. Mitja, dober večer. Iskrene čestitke tudi v mojem imenu. Bravo, da slišimo utemeljitev. Odbojkar Goriške Olimpije Mitja Pahor je nase opozarjal že v mlajših mladinskih kategorijah. Ambiciozni 17-letnik doma iz Gorice je odbojki povsem predan. Letos je mnogo predčasno dosegel soigralci obstanek v deželni C-ligi.
V prvenstvu Under 18 in 19 pa se je uvrstil v deželni finale. Tako na članski kot na mladinski ravni je eden izmed glavnih nosilcev ekipe, top scorer tekem, napreduje pa lahko še v vseh elementih. Tehnično dobro podkovan odbojkar, ki je bil več let stalni član deželne izbrane vrste, stopa po poti Jerneja Trpina. Tako je, torej jaz se tam na to pot med vama. A je torej Jernej Trpin res tvoj vzornik? Hvala lepa za aplavz in gremo malo bliže publiki. Seveda se zgledujem po njem, tudi po Loresu Manjaju in tako je. Oba dva igrasta v ligi. In to so tudi tvoje sanje? Ja. No, pa da vidimo zdaj, kaj je naš računalnik, ki pripravlja zelo zanimiva in inteligentna in podkovana vprašanja. Kaj je pripravil zate? Zlati Hal 9000. A imaš kakšno vprašanje za našega gosta? Kar nekaj jih je zgleda. Daj, v katerem italijanskem mestu je živela znamenita Manzoniva Monaca di Monza? V Monzi. Bravo. Kje je slovito dirkališče znano z imenom Autodromo Nazionale Monza? V Monzi. Bravo. Kje igra Jernej Trpin? V Monzi. Kje bi rad igral Mitja Pahor? V Monzi. Da vidimo, če je odgovor pravilen. Torej, ti greš v Tojino in on gre v Monzo. Je tako, Hvala lepa, Mitja Pahor. Čau. Dragi Jernej, imamo skupaj mi tri še eno nagrado, mar ne? Ja, jaz še prej bi pa predlagala en aplavz za še ostale nominirance. Odlično. Ki so Simon Cotič, Olimpija, Peter Jerič, Sloga Tabor, Manuel Lupoli, Olimpija, David Umek, Sloga Tabor. Kje ste, da vas vidimo? No, hvala lepa, da ste tu, iskrene čestitke, bravo fantje. Ja, prej nisva pozvala ostale, naj ostanejo, ne? To pa sva storila zdaj. Torej, imamo zdaj nominacije za Zlati let za najboljšega odbojkarja in torej najboljšega odbojkarja v članskih ekipah. Evo jih. Zlati let za najboljšega odbojkarja. Nominiranci so David Četolo, Sloga Tabor, Vasilij Kante, Sloga Tabor, Mitja Pahor, Olimpija, Ambrož Peterlin, Sloga Tabor, Samuel Prinčič, Sloga Tabor. In to torej, dragi dame in gospodje, so bile nominacije za najboljšega odbojkarja v članskih ekipah. Samo eden je zmagovalec seveda in torej nagrado prejme Vasilij Kante, Sloga Tabor Televita. Še enkrat. Čakaj, dajte za fotografijo, kako fajn, lepo, ker imamo fotografe. Slišimo, prosim, Stefanijo. Na prestolu v članski kategoriji vztraja ta čas ikona Sloge Tabor Televita Vasilij Kante. Kapetan, ki bi dvignil našo nagrado že tretjič zapored, je letos z ekipo uspešno nastopal v prenovljeni B-ligi in si v tretji italijanski ligi tudi prislužil obstanek. Po izvoru Korektor se je Kante letos po sili razmer večkrat prelevil tudi v blokerja, v obeh vlogah pa je bil nenadomestljivi član ekipe. Motivator in vodja ekipe bo svojo izkušenost in športno zagrizenost delil še naprej s svojimi igralci tudi v naslednji sezoni. Torej, še nekaj vprašanj za Vasilija. Letošnja sezona je bila zelo zahtevna, vendar ste odlično opravili svoje delo. Bravo, fantje. Kater je bil torej ključ vašega uspeha? Da smo po prvem delu, ki ga nismo zaigrali prav dobro, kot bi mogli, v drugem se dejansko ustreznili, trenirali malo boljše in posebno zaigrali boljše, bolj koncentrirano recimo. Tako kot je bilo treba in lepo, da se je tako zaključilo. Zdaj pa že spet jaz kličem našega Zlatega Hala 9000. Zlati Hal, kaj imamo za Vasilija? Aha, ja, ker rekli so mi, da ti si nekako botanik, da ti je všeč botanika, pa agronomija in torej katero je znanstveno latinsko ime sivke? A. Lavanda osiris,
B. Lavandula gastrica ali C. Lavandula angustiofolia? C? Ma jaz bi rekel lavandula gastrika, ma ne vem, da vidimo, Zlati Hal 9000, kaj praviš? Ma seveda C. Lavandula angustifolia. A jo imaš doma, ali je res, da ti je všeč botanika in agronomija? Ja, da sta ti se všeč? ukvarjam s tem. No, dobro, lepo, da se športniki ukvarjajo tudi z naravo, tle pa nekateri se ukvarjajo z vrtičkarstvom, ne, če se ne motim. Kako je pri nas, ne, naš zamejski problem, ampak o tem pustimo. Hvala lepa, dobro, lep pozdrav. To je bil Vasilij Kante, hvala za vaš aplavz. Zdaj pa imamo še vrečko za našega gosta, je tako, ti pa boš prebrala vse ostale to, kar sledi. nominirance. To so David Četolo, sloga Tabor, Mitja Pahor, Olimpija, Ambrož Peterlin, sloga Tabor, Samuel Prinči, sloga Tabor. En aplavz. Lej, dragi Jernej, na aplavzu naše publike jaz bi te prosil še za 1 minutko tvojega časa, preden se pozdraviva. Vem, da si v Monzi promoviral varne spolne navade, če se ne motim, veš, ne moramo mimo tega. Zato bi te prosil za reklamni spot za nas, za naše Slovence v Italiji in bi te prosil, če lahko prebereš ta stavek, ampak preden boš to prebral, boš rabil tole, okej? Mojim tamalem bom povedal, vzemi to, če lahko, ne, drži, pokaži, okay? In preberi ta stavek na glas, vidiš, okay? Zamejci, bodite brez skrbi, imamo zaščito. Čakaj, to držim jaz, ker se ne zna nikoli, čeprav... Jernej Trpin, hvala lepa! In imamo spot, smo posneli, ne? Je v redu? Smo ga posneli, dobro, lahko damo na naš splet. Torej, kaj imamo zdaj? Naslednjo nagrado bo podelila udeleženka shujševalnega športnega programa Postani fit, Jožica Mrzek. Jožica, kje si? Lep aplavz za našo Jožico. In torej Jožica Mrzek je naslednja naša gostja našega večera, ki bo podelila naslednji 2 nagradi. Dober večer, dobrodošli, torej. Sem na to stran, vrteli bomo tudi nekaj fotografij, ne, v relaciji, recimo sem mal bliže s tem programom Postani fit, torej to je projekt, ki ga uresničujejo naši pokrovitelji, Fitness Planet ali pa Planet Sežana, body konstruktor SI in certificirana fitness trenerka Gina Lazarevič v sodelovanju s Primorskim dnevnikom. Jožica, torej, kako vam gre v fitnessu, kako je bilo, hudo, bila borba? Še kar, res. Sem vzela kot igro, sem mislila, da bo šlo vse laže, sedaj pa je res postalo naporno, ampak rezultati so vidni. Odlično, in koliko časa traja že ta projekt? Kdaj ste začeli? Od konca januarja. A kateri so vaši cilji? Ja, torej, nekaj sem že skušala, malo izboljšala, vsi me nekaj tipajo, ampak mišic še ni toliko. Ma kdo vas tipa? Ma kdo je ta nesramen? Imajo kolegice največ, ne. V redu. Si ne upajo. A ženska, jaz sem mislil, kakšni moški, v redu. Jožica, torej odlično, tako naprej kot v teh fotografijah, ne, kjer so tudi ostale udeleženke tega programa. In torej, skupaj z vami, draga Jožica, bomo nagradili koga? Najboljšega trenerja. In nagrado za najboljšega trenerja prejme Aleš Sever! Aleš Sever, smučarski klub Devin. Dober večer. Pa stopita bliže, prosim, pa še jaz se rokujem s tabo, dragi Aleš, in da slišimo. Trener alpskega smučanja iz Križa pri Sežani deluje pri SK Devinu že 17 let, kot trener pa je sodeloval tudi pri združenih ekipah, nazadnje pri projektu BDM. Kot trener se je preizkusil domala že v vseh starostnih kategorijah, po večletnem delu pri najmlajših pa prevzel združeno ekipo dečkov in naraščajnikov. Njegovi varovanci že vrsto let krojijo deželni vrh, od letos pa se lahko ponaša tudi z državnim in mednarodnim uspehom. Tekmovalka Katarina Sinigoj si pod njegovim vodstvom trenira od mladih nog, je osvojila na državnem finalu Ostržka na smučeh odlično 2. mesto, na mednarodni fazi pa je bila 2-krat 6. No, še jaz pridem k vama. Aleš, torej, kateri je tvoj najlepši spomin letošnje pravkar minule tekmovalne sezone?
Sigurno je bilo ostržek na smučeh, ker smo šli tja popolnoma brez pričakovanj in je bilo tisto drugo mesto res eno veliko presenečenje. A so priprave za novo sezono že v teku in kakšne so pričakovanja? Ja, ekipa je sestavljena, letos je številčnejša, imamo 14 otrok v kategoriji, ki je treniram. Cilji ostajajo kot vsako leto, vsi, ki me poznajo, vejo, da nisem nikoli zadovoljen. Moram pa reči, da s to sezono smo lahko res zadovoljni, čeprav bi lahko bilo še malo boljše. Dobro, odlično, saj trenerji hočejo vedno čim več in vse najboljše. Hal oziroma Zlati Hal 9000 ima vprašanje ali pa nalogo zate, da vidimo. Aha. Kje je Sever? Hal, ima kakšno vprašanje delaš? Kje je Sever? Ma ne, on misli, če lahko pokažeš malo luči, prosim, če lahko pokažeš, kje je Sever po tvojem mnenju. A ti, ki se imenuješ Sever po priimku, a veš, kje je Sever? Veš pokazati, v kateri smeri je Sever? Tam. Čakaj, da jaz vidim, če ima prav. Ni. Tam je, tam, kjer je WC. Vidiš, na tej strani je Kandot in tam je Sever. Bravo, in Severja imamo tudi mi tu, ale Sever najboljši trener. Iskrene čestitke. Tam je Sever, tam, na uni strani. Jožica, imamo še eno nagrado, veste? In sicer letos imamo dve veliki novosti na tem našem nagrajevanju in prva nam in vam bo znana vsak hip. Prvič v zgodovini Zlatega leta in še prejšnjih nagrad naših Oskarjev bomo podelili nagrado najboljšemu rekreativcu nad 50 letom starosti. Torej športnikom ali športnicam druge oziroma tretje starostne dobe. No, nagrado prejme Tomaž Devetak ali Devetak, ki ga sicer ni. Nagrado mu bomo dostavili na dom, ampak vsekakor ga vidimo v tej fotografiji. Tomaž je reševalec in se je zadnji hip moral udeležiti reševalne akcije v Sloveniji. Pa da slišimo, zakaj mu je uredništvo Primorskega dnevnika, športno uredništvo, podelilo to nagrado. V naši sredini imamo veliko uspešnih rekreativcev starejših od 50 let, ki tekmujejo v različnih športnih panogah. Letos smo se odločili, da simbolično nagradimo goriškega rekreativnega gorskega tekača Tomaža Devetaka. 57-letni goriški učitelj uspešno nastopa in zmaguje na primorskih gorskih tekih. In tako vsi rekreativci imate eno leto časa, da pač dosežete čim več uspehov, da boste vi naslednjo sezono tu med nami za ta zlati let. Preden vam razkrijem še eno posebnost, jaz bi vabil našo prelesno Nikol, da izroči to darilce naši gosti. Hvala lepa, gospa Jožica Merzek, in lep aplavz za našo gostjo. Hvala. Zdaj pa režija, moment. Mi smo pripravili, oziroma naš računalnik, mislim, da je pripravil kakšno vprašanje za Devetaka, ki ga ni. No, Zlati Hal 9000. Če bi bil Tomaž tu, katero vprašanje mu bi postavil? Torej, kaj si pripravil za našega gosta? Imaš vprašanje? Koliko je 50 plus 5? Čakaj, ima računalnik, tu je preveč fačile, da ima prej enostavno. Ma nimaš kaj drugega. A tu pa je nesramno. Ne, a tu je nesramno. Računalnik, ne, Hal, Zlati Hal. Ne, badante, ma vidite, Zlati Hal, basta, dovolj. Serenity, ježiš, v redu, dobro, bo za drugič, Zlati Hal 9000. Še dobro, da ni Tomaža med nami. Ja, boljše. Veš, kaj pa je med nami je veliko dobre volje in volje do kakšne srečne zmage, kakšnega dobrega dobitka in torej, zdaj, drage dame in gospodje, za vas imamo žrebanje nagradne igre Terem Snovik. Zato prosim Nikol in Irino, da poskrbita za vse, kar rabimo. Kam sem jaz dal ključe, čo te roba? Imam jaz ključe? V redu, imam. Torej, skratka, boš ti na drugo stran. Nagradna igra Terem Snovik. Za nami so Terme Snovik, prekrasne terme v bližini Kamnika, torej 1 uro pa pol od Trsta, blizu Ljubljane, sponzorji tega dogodka in Združenja slovenskega športnih društev v Italiji. Ne, se ni treba, je v redu. In seveda terme bodo podarile oziroma podarjajo srečnežu ali srečnici
Vikend paket, torej bon za vikend paket za 2 osebi v termah. In je vse noter, glej, večerja, savne, bazeni, vse živo. Danes smo pač zbirali vaše sodelovanje. Ja, škoda, da se nisem jaz prijavila. Ja. Škoda, da nisem vzal faljenega ključa, glej. Ne, to pravi. In odgovorili ste tudi na eno simpatično vprašanje, in sicer, kako se imenuje palček, ki živi v termah Snovik. Se imenuje Snoviček, Slinček ali Termalček. No, če ste pravilno ugibali, potem imate kakšno možnost več. Da boste vi srečneži. Še to naj dodam, sodelovanje v tej nagradni igri zbiramo tudi na drugih športnih dogodkih, zato ni rečeno, da je srečnež ali srečnica pač med nami. Boš ti žrebala? Komaj čakam. Torej, dajmo. Kako se reče v pravilni slovenščini? Misija. Žirala rovta. Takole. Kaj bom te? To. A tega boš? Aha. Da vidimo, nagrado prejme, najprej da vidimo, Snoviček je pravilno. Nagrado prejme Denis Milič. Ali je Denis Milič med nami? Je. Je Denis Milič med nami? Šempolaj, si ti? Imamo zmagovalca, Klapa se že veseli. Imamo tu torej našega srečneža, dober večer, pa prej pozdrav Stefani, seveda, ne. Čau, si ti Denis Milič? Ja, sem jaz. Smo sigurni, da si ti, ja? Siguran sem, imam dokumenta. Šempolaj 54. Sem jaz. 54? Bravo, Jovan, dobro. Koga boš peljal s sabo? Pupo. Mene zdaj to zanima. Imaš že pupo? Ja, imam pupo. Je tu med nami pupa? Je tu med nami. Ma pridi tudi ti, dej, ma ja. Itak imamo cajt, lahko gremo naprej do polnoči. Ma ček, ne, Jovana pupa. Pejdi nazaj ti. Ne, ma ne moreš ti jeti. Ma ne, ma kaj škrciramo, jaz nisem znal tega. Ma ne ravsana mafija. Ma kaj si naredila? Beautiful tle. Ma čekaj, ni da piše tudi Denis Milič na ta drugi. Ala nečo, ne piše Denis Milič. V redu, prav. Ne, jaz se hecam, glejte, kakšen lep par. Iščemo par za Kraško v Ohcet. Kje so repenci? Čakaj, tukaj piše na mičkeno, piše na majhno, da prejemnik nagrade, če ima punco, se bo potem udeležil Kraške Ohceti v vlogi pač para na Kraški Ohceti. Quindi ta je la fregatura. Iskrene čestitke, s tabo pa govorimo kasneje. Hvala lepa! Zdaj čaki, še to sva pozabila, to je zate. In tako, dobro, pa si to prejel. Zdaj pa prosimo še enkrat Nikol in Irino, če prideta zraven in odneseta torej to mizo. Neverjetno, ker oba. Je bila v vseh posnetkih Skovika in bo še šla, še safluezet. Kdo bo prevedel naši prijateljci iz Slovenije, kaj pomeni safluezet, prosim? Boš, Manja, ti ne znaš, kaj si znaš. Gremo naprej torej, kje smo ostala? Imamo še eno nagrado. Tako je. Še nekaj, pravzaprav. Nadaljujemo torej z našim nagrajevanjem. Napočil je čas, da okronamo najboljše košarkarje. In začeli bomo pri mladih, kot vedno. Nagrade bo podelil strokovnjak na področju ženske košarke, ki je komaj zaključil uspešno sezono na krmilu Tržaškega košarkarskega društva EMT OMA Basket Trieste. Matija Jogan! Hvala, da si počakala, da tudi jaz se izrečem na račun tega košarkarskega strokovnjaka. Matija, dober večer! Dober večer. Kako lepo, da si vzel čas tudi za to našo prireditev. Gremo pač na samo sredino prizorišča. Povej, kako ti je uspelo popeljati OMO do varnega obstanka, potem, ko si sprejel vlogo trenerja nekje, če se ne motim, na polovici sezone. Je bilo tako? Ja, lani sem bil v Skiju, letos sem zaključil pogodbo s Skijem. In na začetku sem brez ekipe, ker se je že vse potem išlo naprej poleti. Decembra so me poklicali, so bili zadnji na lestvici, so bili dešperani. In potem smo tegnili s tem, da smo dali malo, so imeli dekleta, znaš, ko so dekleta, ne? Ne znam. So imeli vodo v očeh in smo dali malo, ti povem, smo dali malo ognja v oči in rečemo, potem smo zmagali 9-10. Tako, in smo šli in smo se rešili brez plejavte in tam bom tudi ostal. No. Ja, odlično. Ne gre samo za ogenj v očeh, mislim, da ti si zelo pripravljen na tem področju, zato iskrene čestitke, ampak še to vprašanje je, če boš kdaj spet treniral kako slovensko ekipo.
Ja, lahko. Če me bo kdo klical, bom. Dobro. Ne, Torej si- Kršen me je klical, ima malo pozno. Rečemo, Malo prepozno. Prej slej bom gotovo, 100%. V redu. Lepo, da slišimo te tvoje besede. Zdaj skupaj Sedaj bomo pa ja. spoznali Nominirance. nominirance za nagrado Zlatega leta za najboljšega mladega košarkarja. Zlati let za najboljšega mladega košarkarja. Nominiranci so Simon Četolo, Jadran, Aleksandar Danel, Jadran, Igor Gregori, Breg, Ian Zgur, Kontovel, Samuel Zidarič, Jadran. In torej, gospe in gospodje, nagrado za najboljšega mladega košarkarja prejme Aleksander Danel, AŠD Kontovel. Še enkrat torej najboljši na najvišjih stopničkah, Aleksander Danel. Eno fotografijo, seveda, iskrene čestitke tudi z moje strani, dragi Aleksander. Še utemeljitev. Aleksander Danel se je dokopal do druge zaporedne nagrade Zlati let med mladimi košarkarji. Potem, ko si je lani nagrado prislužil, ker je med vsemi mladinci najbolj napredoval, je letos košarkar Jadrana v C-ligi Gold in Kontovela v D-ligi potrdil, da je eden najbolj perspektivnih igralcev v deželi. Odrekel se je nastopanju v mladinskem prvenstvu, saj se je preizkusil v 2 članskih ligah. V C-ligi Gold je enakovredno meril moči z najbolj izkušenimi košarkarji. V D-ligi pa je prispeval do 16,3 točke na dvoboj. Aleksander Danel, torej iskrene čestitke, pridem na to stran, nekaj vprašanj zate. Kako si torej doživljal to sezono prvenstva v D in v C ligi? Veliko si igral, mar ne? Si imel kaj časa tudi zase? Ja, na srečo so bili treningi zvečer, tako da po šoli sem. V redu, kaj pa razlike med D in C ligo? Skratka, tvoji občutki, tvoj komentar po opravljenem delu po tej sezoni? V D-ligi sem si vzel dosti več odgovornosti, ker so mi to soigralci dovolili in torej mi je za mojo rast športno veliko pomagalo. Zelo pomembno, ja. Kaj pa v C-ligi igralci niso dovolili? Ne, seveda so, ampak imam soigralce, ki že to zelo dobro delajo sami in tako sem dobro in si pač izboril svoj košček neba. Veš, imamo tudi zate eno posebno vprašanje, sicer ne jaz ne centriram nič po domače rečeno. Zlati hal 9000, katero bo pametno vprašanje za našega gosta? Kaj je značilno za domačijo Danevovih na Kontovelu? A, B ali C? Skratka, osmica, nightclub ali McDonald's? Po tvojem mnenju odgovor? Mislim A. Misliš, osmica? Da vidimo odgovor, prosim. Ja, ma seveda, osmica, kjer Aleksander tudi pomaga, seveda tudi pri tej družinski zgodbi. Pridi še sem na sredo, dame in gospodje, še ti zraven, prosim, Matija, Aleksander Danel, naš najboljši mladi košarkar. Sedaj pa še aplavz za vse ostale nominirance. To so Simon Četolo Jadran, Igor Gregori Breg, Jan Žgur Kontovel, Samuel Zidarič Jadran. Kje ste, fantje? Da vas vidimo. Lep pozdrav. Imamo napoved že za naslednjo nagrado in sicer nagrado za najboljšega članskega košarkarja. To so nominiranci. Zlati let za najboljšega košarkarja. Nominiranci so Borut Ban, Jadran, Matija Batič, Jadran, Aleksander Danel, Jadran, Luka Đeleni, Breg, Martin Ridolfi, Jadran.
In torej tudi v tem primeru 5 zelo talentiranih igralcev, samo eden bo na vrhu, torej bo osvojil najvišjo stopničko. Nagrado Zlati let za najboljšega košarkarja prejme Borut Ban, Jadran Ispem. Še enkrat Borut Ban torej. Eno lepo fotografijo, pa tudi z moje strani iskrene čestitke, Borut, bravo, da slišimo še utemeljitev. Borut Ban je nedvomno eden najboljših košarkarjev naših društev v zadnjih letih. Osvojil je že 6. nagrado Zlati let med člani. Tudi letos se je izkazal kot pravi duhovni in točkovni vodja Jadranove ekipe v C-ligi Gold. Borut je bil najboljši strelec prvenstva po številu 469 in drugi po povprečju doseženih točk, 18 točk na dvoboj. Ban je zadel največ prostih metov v ligi, 145 na 163 in imel tudi najboljši odstotek, 88,96 odstotka. Skratka, izkazal se je tudi v konkurenci najboljših košarkarjev v skupini iz Furlanije Julijske krajine in Veneta. Tudi Matija Jogan lahko potrdi, da ti so izjemni rezultati, ne, kakšne številke. Ja, kaj naj rečeva, Borut? Je najboljše, da greš igrati tudi ti v tujino in da pustiš, da tudi drugi pridejo do zlatega leta. Kaj praviš? Ne, dobro se domim tle s fanti, tako da bo kar tle ostal. Je bila zanimiva sezona, ne? Ste se dobro borili, kakšno težavica s poškodbami, ampak konec koncev je Jadran lahko zadovoljen, kljub temu, da verjetno ste si želeli še kakšno tekmo v končnici, ne, v play-offu. Ja, žal smo izgubili že v prvem delu play-offa. Mislim, da je bila vsekakor sezona pozitivna. Nekaj težav je bilo, predvsem na začetku, zamenjava trenerja, nekaj zamenjav tudi v sami igri, ampak na koncu mislim, smo odigrali eno dobro sezono. Žal mislim, da bi recimo uvrstitev v polfinale bil tisti kanček več, ki bi pašalo. V redu bo za drugič. Glej, zdaj predava besedo našemu računalniku. Zlati Hal 9000, kaj imaš za Boruta Bana? Da vidimo. Aha, nekaj že kuha. Igra, kdo razbiva jajca? Ojoj, to je pa nekaj posebnega. Jaz bi prosil, to bomo dali našemu Matiji, ki bo ostal v naši družbi. Ti bo sodnik v redu te igre. Pa pride vse, kar rabimo, in sicer imamo 6 jajc, 5 smo jih prej skuhali, eno je surovo. To pomeni, da jaz in ti se bova borila za naslov zmagovalca v igri Kdo razbiva jajca. Kdo bo imel modro? Ma dajmo njemu, prav, v redu. Dej. Aha, a mizico lahko damo na tisti, na prt, a dvigneva jaz in ti, glej. Čo moški, da bi ti pomagal, čo? Glej, brava Stefanja, lepo si sprav, bravo, Madonna da spozare. To daš meni. Ne, to, a to da boš ti držala, to, v redu. To vzamem jaz. Glej, daj se tja na uno stran. Čakaj, kdo bo, zberemo prej, tako, prav, glej sem, ali boš ti izbral, ja. Sej znaš, kako gre, vaj, čakaj. Ja, to gre na glavo, si? Pas, sodnik? 3. Sodnik, prisem. Jaz omaknem. Jaz omaknem. Ima eno masažo, okej, neč. Ja, ma ne jaz tebi. A njemu? Njemu. Dej. 3, 2, 1, zdaj! Kako je šlo? Ti, z svojo! Ma dej močno! Močno! Sem zmagal na svojo, seveda na svojo glavo. Miratelo, gledajte, miratelo. Ja, ma zdaj treba preizkusiti. Dobro, dajmo preizkusiti. Ne bom. Ja, vidiš? Ja, so trde, torej, zmagovalec, vsaj en ban je zmagal, ampak ne Borut. Bim, bum, bam. Kaj, jaz lahko nadaljujem s tem na glavi, kako je? Ja, prosim. Gospe in gospodje, Borut Ban, najboljši košarkar v letošnji sezoni, prejemnik zlatega leta. Hvala lepa, Borut, iskrene čestitke. Zdaj pa takole, z Matijo ostanemo tu, medtem ko naše punce spravijo vse, da bo vse v redu. Jaz bi pa predlagala en aplauz tudi za ostale nominirance. Absolutno, seveda.
To so Matija Batič, Jadran, Aleksandar Danev, Jadran, Luka Dželemi aplavz. Brek in Martin Ridolfi, Jadran. Odlično. Torej, tako zdaj greva do druge novosti letošnje sezone Zlatega leta. Ja. Druga velika novost letošnjega Zlatega leta je naslednja nagrada in sicer Zlati let za najboljšo košarkarico. Naša strokovna komisija se je odločila, da ne postreže z nominacijami, ker je število naših košarkaric še premajhno. A vendar bomo nagradili eno predstavnico nežnega spola, saj so pri poletu postavili temelje novemu, ambicioznemu in zanič enostavnemu projektu ženske košarke. In torej, gospe in gospodje, nagrado za najboljšo košarkarico prejme Martina Gantar, AŠD Polet. Večer Martina, dober večer, na to stran. Odlično, Martina Gantar, torej. Martina, pridi sem bliže, nimamo nobenih jajc ali pa kakšnih takih posebnih in čudnih stvari. Najprej to vprašanje, skratka, kako bi ocenila to vašo prvo sezono, ki je bila zelo kakovostna in zelo uspešna, ne, konec koncev? Ja, bi rekla, da bi jo ocenila kar pozitivno. Je bila ena nova avantura, kateri smo šli kar korajžno naproti in smo vesele z nastopom. A si radovedna izvedeti, kaj te čaka z našim računalnikom, kaj je Zlati Hal 9000 pripravil zate? Ja, seveda. No, da vidimo, kaj je naš računalnik pripravil za najboljšo košarkarico med slovenskimi športniki in športnicami v Italiji. Kdo je na tej sliki? Aha, zanimivo. A. Ti in trener Mario Garjevič. B. Ti in tvoj bivši fant. C. Ti in tvoj brat. Kdo pozna Martino, seveda ve, o kom govorimo. Torej povej, kdo je na tej sliki? Ti in? Ni odgovora, jaz in ti. Ti e chi ancora? Jaz in jaz. Ma če jaz in ti si ti, kdo je v vasu, jaz ali ti? Ne boš rekla Mario Garjevič, a? Ne bom. Ne more. Martina Gantar, hvala lepa, lep aplaus, iskrene čestitke za našo najboljšo košarkarico, pa Matija, ostani z nami, ker zate seveda priznanje, torej darilo Združenja slovenskih športnih društev v Italiji. Hvala lepa in še enkrat lep pozdrav tebi. Takole, zdaj pa imava še eno posebnost, drage dame in gospodje, in sicer preden nadaljujemo z ostalimi nagradami, vas vabimo, da se udeležite naslednjega dogodka v režiji Združenja slovenskih športnih društev v Italiji. Ja, v sredo 14. junija 2017 ob 18. bo ZSŠDI slovesno odprlo in poimenovalo športni park po kotalkarju Pavlu Sedmaku. Zemljišče, ki ga je naše športno združenje dobilo v dar, je na občinah ob hišni številki 1243, na bivši državni cesti 202, ob Tržaškem jahalnem društvu, Centro Ippico Triestino. Torej, na cesti, ki povezuje Prosek in občine, tam takoj po kempingu na levo zavijete, tam, kjer je Centro Ippico Triestino, in tam je zemljišče, ki bo postalo novi športni park ZSŠDI oziroma športni park Pavla Sedmaka. Na krajši slovesnosti bo nastopila tudi vokalna skupina Vikra, ki jo vodi dirigentka Petra Grassi. Sledil pa bo finalni del tekmovanja v jezikovnem poligonu za društva. Toplo torej vabljeni to sredo, naslednjo sredo, to, ki pride, 14. junija ob 18. uri na občinah. Hvala lepa še enkrat in lepo, če se vidimo ob tej priložnosti, prav tam. Ja. Kaj bo zdaj zanimivega? Torej, zdaj so na vrsti priznanja, ki jih Združenje slovenskih športnih društev v Italiji namenja prav svojim najbolj zaslužnim in angažiranim odbornikom, in sicer 3 takim odbornikom oziroma športnim delavcem ali trenerjem, ki se že vrsto let trudijo prav v prid našega slovenskega športa v Italiji. Ja, tako, priznanje bo podelil predsednik ZSŠDI-ja Ivan Peterlin. Prosim, Ivan Peterlin, torej z nami, na to stran, dragi predsednik. In torej, kot običajno, tudi to je pač stalnica Zlatega leta priznanja ZSŠDI-ja. Priznanje ZSŠDI prejme
Marko Ban. Je že tretji ban na tem odru, ma jaz ne centriram nič. Večer, dragi. In čestitke. Priznanje za SŠDI, za Marka Bana. Vsakič, ko spregovorimo o slovenski košarki v Italiji, neizbežno naletimo na to ime. Marko Ban. Z njim je povezan vzpon naše košarke, ko je iz nepomembnega obrobja začela rasti in ko se je začela na igriščih uveljavljati generacija talentiranih fantov, se vzpenjala vedno više in začenjala dosegati nadvse vidne rezultate. Med temi fanti je bil tudi Marko Ban. Njegova kasnejša dolga igralska pot je bila lepa, premočrtna, posejana z uspehi in to tudi z nastopi v italijanski A ligi. Preskok med odborniške vrste je bil kar nekako samo po sebi umeven. Marko Ban je že dolga leta predsednik kluba, v katerem je zrasel, športnega društva Kontovel in še vedno z mladostno iskrivostjo razdvaja vse svoje bogato košarkarsko znanje mlajšim generacijam. Lahko postavimo trditev, da je Marko Ban eden stebrov naše slovenske košarke. In torej, dragi Marko, povej, komu bi ti posvetil to nagrado oziroma to priznanje? Cele vrste, katere bi moral posvetiti. Posvečam pa jo bodočim generacijam. Jaz sem to štafetno palico ali pa to poslanstvo ga črpal iz tistih, ki so se trudili za to mojo generacijo in po vsej sili bojo posredoval bodočim. In upam, da bojo bodoče generacije enako razmišljali, tako bo naš šport še vedno nadaljeval s svojim poslanstvom. Iskrene čestitke, hvala lepa, Marko. Ostani kar v naši družbi za skupinsko fotografijo, medtem, če se lahko pač daš na to stran, medtem pa bova skupaj s Peterlinom in Stefanjo pač dali napoved za naslednjo priznanje z SŠDI, ki ga prejme Valter Vatovec, torej trener Valter Vatovec. Eden izmed glavnih akterjev naše košarke, iskrene čestitke, Valter Vatovec danes večer z nami, ki prejme priznanje. In slišimo utemeljitev. Odličen strateg, človek, ki zna do potankosti načrtovati svoje delo, trener, psiholog, ki že na samem začetku izbere prave in verodostojne protagoniste, ki naj ob temeljitem delu v telovadnici osvojijo zaželjeni rezultat. To je Valter Vatovec, sicer profesor športne vzgoje na šolah, ob tem pa košarkarski izvedenec z danes zelo bogato zakladnico izkušenj. Trener, ki je vsakega igralca, ki ga je imel v ekipi, znal motivirati do skrajnosti in se z njim dokopati do uspeha in sploh z ekipami, ki jih je vodil, dosegati izvrstne rezultate. Z ekipo Sokola je v letošnji sezoni dosegel odmeven in za Nabrežinsko društvo zgodovinski rezultat, prestop v C-ligo Silver. V delo in rezultat je tudi tokrat vtisnil svoj pečat. Priznanje, ki ga nocoj podeljujemo, je povsem zasluženo. Valter, malo bližje samo, ne? Tudi za fotografe in za pogovor z mano. Pred kratkim si izjavil, da ne maraš lenuhov, tako sem prebral na straneh Primorskega dnevnika, a si v svojem življenju sploh kdaj lenaril? Seveda, to je treba, to je samo na enem igrišču, to pa res ne. Komu pa bi ti posvetil to nagrado? Vsem svojim igralcem, ker vemo dobro, trenerji, da če imaš dobre igralce, si dober trener, če imaš slabe igralce, si slab trener, ne, to je jasno. Dobro, hvala lepa, jasno in jedrnato. Valter Vatovec, ki ostane v naši družbi, seveda za zaključno skupno fotografijo, imamo torej še eno priznanje za SŠDI, ki ga prejme Stani Kalc. Odbornik Stani Kalc, skratka, še eno znano ime slovenskega športa v Italiji. Stani, dober večer. Takole, torej, 3 prejemniki priznanj za SŠDI in to je Stani Kalc. Padriško-grobajsko društvo Gaja ima že desetletje zakoreninjen svoj človeški temelj v neutrudni delovni figuri svojega predsednika Stanija Kalca. Pravzaprav si Gaje niti predstavljati ne moremo več, ne da bi jo enačili s človekom, ki ima ogromne zasluge.
da se društvo še danes vsestransko razvija, da svoj prostor, svoje vadbene objekte širi, dograduje in jih zgledno vzdržuje. V letih je znal navdušiti celo vrsto sodelavcev za društveno delo in jih uspešno vklopil v delovno kolesje in to na vseh področjih društvenega športnega udejstvovanja. Od tenisa pa do orientiringa, od nogometa pa do vseh bogatih društvenih praznikov, ki se odvijajo čez vsako poletje. Stani Kalc je še danes osrednja osebnost športnega dogajanja na vzhodnem Krasu. Priznanje nedvomno roma v prave roke. Iskrene čestitke, Stani Kalc, torej dame in gospodje, sem k meni. Hvala, Stani. Odkot torej ta energija in vsa ta volja do dela? Torej, volja do športa. To je dobro. Volja do ljubezen do kraja, kjer živim. Aha, lepo. Tako da nekaj naredimo, nekaj posvečamo čas. Zahvaljujem sem vsem tistim odbornikom, ki so bili prej in mogoče nočem doseči zlate poroke, ampak se moram zahvaliti tiste, ki bodo prišli spet. Ne? Jaz sem mislil, da govoriš o družini. Ne govorimo o prijateljih in odbornikih. Ja. In moram reči to, da moje načelo je bilo vedno zrno na zrnu pogača. Vsako leto smo nekaj napravili in upam, čeprav nočem zlate poroke, da bomo šli naprej. Ma seveda, da bomo šli naprej. Hvala lepa. Stani Kalc, zdaj pa vsi trije, prosim, kar na samo sredino našega prizorišča v družbi predsednika Peterlina za skupno fotografiranje prejemnikov priznanj Združenja slovenskih športnih društev v Italiji, 3 zaslužnim odbornikom, športnim delavcem in v tem primeru tudi trenerju. Tudi Ban je bil trener svoj čas. Skratka, 3 pomembnim akterjem slovenskega športa v Italiji. Dajmo še enkrat lep aplavz. Stani Kalc, Valter Vatovec, Marko Ban. Hvala lepa. Čau. Nasvidenje. Nasvidenje, lep pozdrav, takole z vsemi smo se rokovali, prosim ja na to stran. Mi pa nadaljujeva po tej poti, smo že pri naslednji nagradi, gremo na nogometne zelenice, je tako? Nagradili bomo najboljšega mladega in potem tudi najboljšega članskega nogometaša. Nagradi bo podelila naša posebna gostja. Ki s svojo prisotnostjo polepša naš dogodek. Gospe in gospodje, res ena posebnost današnjega dogodka, po domače rečeno ena šorpreza, presenečenje. Z nami je tudi Miss športa Slovenije 2017, Manca Šepetavc. Dober večer, dober večer. Sem na to stran, prosim, hvala lepa. No, najprej tole, kdaj in kako ste postali Miss športa Slovenije? Kdaj postala sem prejšnji mesec, kako z voljo, vztrajnostjo in predanostjo. Odkot ste drugače? Iz okolice Ljubljana, natančneje Litija. V redu, vaša športna panoga, če se ne motim, je atletika, tek na 100 metrov z ovirami, je tako? Ja, tako. In kako vam gre? Super, v bistvu moj največji uspeh je 11. mesto na svetovnem prvenstvu. Letos pa je moj cilj nastop na Evropskem prvenstvu in prideti v finale. Zakaj ste se odločili pa za sodelovanje na tem nagrajevanju, torej za izbor Miss športa Slovenije? Neka nova izkušnja, neka nova spoznanstva, mogoče tudi kakšni novi sponzorji. Atletika je zelo takšna, da primanjkuje sponzorjev in upam, da bom tudi s to izkušnjo kaj več pridobila. In danes ste spoznali tudi slovenski šport v Italiji. Je to bil in je prvi stik z našo stvarnostjo? Ja, in je zelo zanimivo. Odlično, lepo, hvala lepa za vaš odgovor. Torej, gremo mi trije. Naslednji nagradi. Ja, točno tako. In sicer čas je za nominacije za najboljšega mladega nogometaša. Mladega nogometaša. Nominiranci so Davide Copetti, Juventina, Simon Čade, Sovodnje, Kevin Kerpa, Juventina, Ivan Kocman, Kras Repen, Jan Kup, Kras Repen, Aleksandar Malalan, Kras Repen.
6 je teh mladih, nadebudnih šampionov, prvakov nogometa. Samo eden bo osvojil nagrado Zlati let za najboljšega mladega nogometaša. Nagrado prejme Simon Čavdek, Aše da Sobodnje. Nagrado. Nogometaš je imel vse sreče, vedno lepe ženske, lepe dame, lepe punce ob sebi, tako je pač tudi z nogometom in da slišimo zdaj, zakaj je Simon Čavdek letos najboljši. Simon Čavdek doma iz Sovodenj je v letošnji sezoni nastopal za člansko ekipo društva iz svoje vasi. Čeprav je bil med najmlajšimi na igrišču, ga starost ni ovirala, saj je bil skoraj na vsaki tekmi med najboljšimi. Nogometaši Sovodenj so sicer na koncu sezone izpadli iz lige. Simon je nastopal tudi za ekipo mladincem v pokrajinskem prvenstvu. In torej, da slišimo tudi glas našega Čavdka, sem mal bliže, prosim, Simon Čavdek, kako je bilo za tako mladega igralca, kot si ti, torej igrati v članski ekipi? To je bilo že drugo leto, ki imamo v članski ekipi Sovodenj. Je sicer zelo zahtevnejše kot pri mladinskih ekipah, sem se dobil dobro in sem dal zmeraj dati vse od sebe in igrati kot znam. Da vidimo, če boš dal vse od sebe tudi zdaj, ko bo naš Zlati hal 9000 ponudil svoje novo vprašanje. Zlati hal 9000, kaj imamo za Simona? Aha, prihaja. Kaj pravi osmi skavtski zakon? Ja, ker izvedeli smo, oziroma računalnik ve, da ti si skavt. Kaj pravi osmi skavtski zakon? Jaz nisem skavt. Nisi skavt? Jan Grgič, kome se je kvačo? Ti nisi skavt. Moja brata sta skavta. Ste falili, ja? Ste falili. Zaradi tega rabimo računalnike, ker sodobni novinari ne pridejo do prave vprašanja, oziroma do pravega... Že ker so brata sta skavta... Bi mogel vedeti, seveda. Jaz ti pomagam. Skavt si v težavah. Kaj v težavah? Zna pomagati. Ja, kako? Da vidimo odgovor. Si zna pomagati tako, da si žvižga in poje. In torej, dajmo skupaj. Dajmo. Vsi. Ga vzamemo pri skavtih, perfetto, fatale zdaj. Imaš že vse značilnosti, bravo, ker znaš žvižgati in tudi pet. Kaj naj rečem še? Hvala lepa našemu športniku, torej Simon Čavdek, najboljši mladi nogometaš in... In še ostali nominiranci, to so Davide Kopeti Juventina, Kevin Kerpan Juventina, Ivan Kocman Kras Repen, Jan Kuk Kras Repen in Aleksander Malalan Kras Repen. Takole torej. Spet na to stran našega odra, čeprav nimamo odra, ampak naj bo tako, ker je čas za naslednji videoposnetek, ki nas popelje v svet zlatega leta za najboljšega nogometaša v članskih ekipah. Nominacije! Zlati let za najboljšega nogometaša. Nominiranci so Simon Čavdek, Sovodnje, Matej Karletič, Mladost, Goran Kerpa, Vesna, Stefano Simeoni, Kras Repen, Daniel Tomica, Kras Repen. In tako, še enkrat, zdaj za najboljšega članskega nogometaša. Nagrado prejme Goran Kerpan, Aše da Vesna. Nagrado dvigne odbornica Vesne Sonja Sirk. Ki ni samo odbornica Vesne, ampak seveda je z Goranom tesno povezana. Iskrene čestitke, torej v imenu organizatorjev, ki gredo družini in Goranu Kerpanu, pa da slišimo utemeljitev. Kje nimam? Je nimamo. Ja, točno. Nimamo utemeljitve, zato ker ga ni. Ja.
V redu. Pa bo pa za drugič. Ja. Dobro. Jo pošljemo po pošti, va bene? Ali kakšen pičone viaggiatore, zdaj ne vem, kako bi prevedel tej punci, kaj je pičone viaggiatore. Imamo Mateko Grgič, ki nas čaka nekje, da nam bo pomagala. Skratka, Goran Kerpan je osvojil nagrado Zlati let za najboljšega nogometaša in torej lep pozdrav Sonji Sirk in Goranu, ki ga ni, ker je v tem trenutku v tujini, ne ker išče kakšno drugo ekipo, ne, ker danes smo večkrat govorili o tem, ampak zaradi drugih razlogov. No, Sedaj takole. pa topel aplavz za vse ostale nominirance. Ja. Ja, to so Simon Čavdek, Sovodnje, Matej Ferletič, Mladost, Stefano Simeoni, Kras Repen in Daniel Tomica, Kras Repen. Manca Šepetavc, hvala lepa, tudi vam darilo ZSŠDI-ja. Upam, da greste domov po koncu tega dogodka z novimi izkušnjami, nekaj ljudi ste na tem koncu sveta spoznali in mi seveda bomo navijali za vas in upamo, da se bo prej ali slej kakšna naša punca na tem koncu upogumila in se prijavila za naslednji izbor Miss Športa Slovenije. Vse je to mogoče, ne? Seveda, vse je mogoče. No, ja. Bi lahko uvedli tudi Miss zamejstva, Miss Športa v zamejstvu. Ne mi ponujati tarobe, ki znaš, da jaz pa le pustimo stati. Predsednik, kaj praviš? Naredimo še Miss Športa zamejstva. No, zdaj pa resno. Hvala lepa. Manca Šepetavc, lep pozdrav. Hvala. Takole, in smo skoraj pri koncu, pred zadnjim dejanjem našega nagrajevanja. Zlati let za najboljšo mladinsko in člansko ekipo. Oseba, ki bo podelila naslednji 2 nagradi, je certificirana fitness trenerka v Fitness Planetu Sežana. Pravi general v boju proti odvečnim kilogramom. Glavna dama projekta Postani fit, Gina Lazarevič. Gina Lazarevič danes z nami. Prej smo spoznali gospo Jožico. Zdaj pa trenerko Gino. Dobro večer, dobrodošli, lepo, da ste z nami, prosim, same športnice danes večer, kako lepo. Prej smo spoznali punco oziroma gospo iz tega projekta Postani fit, kako se je skratka odrezala ta ekipa, kako so se odrezale te punce doslej? Odlično. Mislim, da približno okrog 50 kg minusa je do sedaj. O, res? Tako je. Wow, odlično, se mi zdi fenomenalno. Kolikokrat na teden pa vadijo in kako potekajo te vadbe? 3-krat na teden vadijo, večinoma so z menoj, vmes so pa tudi kaj s fizioterapeutom. In to je del vaše ekipe. Kje ste vi pravzaprav? V Fitness Planetu v Sežani. In to je, če mislimo na Sežano, kje se nahaja to sam je pri Fitness Planet? trgovskem centru Karsika. In vas dobimo tam, torej potrkamo, a je Gina? Tako. Jaz bi rad se znebil odvečnih kilogramov, no mogoče jaz ne, ampak vseeno bi rabo kaj vaje, ne, kaj vadbe tudi jaz. Odlično, dobro, ker verjamem, da tudi naši gostje so željni vadbe, ker pač ne smo že uro pa 4 ali pa 20 skupaj, mogoče bi lahko njim ponudili kakšno krajšo vadbo sede ali stoje, nekaj, ne vem, za vratne mišice ali pa za ta zadenco, kaj takega. Za ta zadenco mislim, da so zdaj naredili precej. Dovolj, v redu. Ja, lahko bi se malo pretegnili, ker dajmo vsi skupaj. Dajmo vsi skupaj, ajde, dajmo vstati, prosim, dajmo vstati. Ne rabite vstati, da vas prešpara. Tako, vsi rokice gor. Che škoda, rokice gor, questa è una rapina. Ja? In bomo malček, recimo, pobirali grozdje. Pobirajmo grozdje. Ma ne uno kuntavjovsko, niti proseško, ko uno je Še malo više, nekam nizko. Proseko di proseko, nekam nižje. Vidi Bandlja, kako trenira, čo? Ti, evo ga nič? Ne, jaz držim mikrofon. Še malo više. Više, dajmo, tam vmes športniki, kante, dajmo. Više. Tukaj fantje, super vam gre, super. Prva vrsta je odlična. Ja, v prvi vrsti so vedno tisti, ki so potem po pobiranju grozdja, kako se to konča? Po pobiranju grozdja bomo pa tako malo izdihani, pa se bomo malo sprostili. Mislim, da vam bo dovolj. Ste se malo pretegnili, recimo. Lep aplavz za Gino Lazarevič. Hvala, lepo je bilo. Super. Skupaj bomo zdaj spoznali ime najboljše mladinske ekipe. Torej, zlati let za najboljšo mladinsko ekipo. Nagrado prejme
Sloga Tabor Under 19. Nagrado dvigne kapetan ekipe Peter Jerič. Bravo, Peter. To stran. Prosim nagrado Petru v imenu ekipe Sloga Tabor Under 19 in utemeljitev. Mladinci Sloge Tabor so se po osvojitvi deželnega naslova v deželnem prvenstvu Under 19 na državni fazi veselili 11. mesta v Italiji in to v konkurenci marsikatere ekipe, ki ima za sabo povsem profesionalno društveno strukturo. Ekipo sestavljajo odbojkarji Sloge Tabor in Kozelja, nastopali pa so pod vodstvom trenerja Ivana Peterlina in Danila Berlota. Skoraj da nespremenjena ekipa je osvojila tudi deželni naslov v prvenstvu Under 18. Torej, Peter, s kakšnimi občutki na tem aplavzu, prosim, seveda, ploskamo vedno. S kakšnimi občutki vi, fantje, zaključujete torej to uspešno sezono? Ja, smo zelo veseli z našimi uspehi, ki smo dosegli, bodi si v Under 19 kot Under 18. Na državni ravni smo se, mislim, uvrstili kar dobro, 11 v Italiji, Under 18 malo slabše, nima pomena. Nima pomena, ja. Vse je v redu, točno tako. Računajo na vas tudi za B-ligo. In torej, se treba potruditi in postati glavni v B-ligi. Bomo počakali še nekaj let za to stvar. Ja, ne, ni treba čakati, treba trenirati, tudi se malo obriti, vidim, tle rasejo kocine. Večjo. Imamo, oziroma ima naš računalnik Zlati Hal 9000, vprašanje tudi zate in za tvoje soigralce. Zlati Hal 9000, kaj bo za Slogo Tabor Under 19? Kdo je ta izjemen belolasi plesalec na posnetku? Vidite ga? Pa ne grobačo. Ta bo imel zlate kolke, po moje. L'uomo dall'anca indistruttibile. Kdo je ta belolasi plesalec? Ivan Peterlin. Ne morem verjeti, ma smo sigurni. Je res on ta ballerino tipo Ballando con le stelle? Ne morem verjeti. Malo bolj Ballando con le stalle, ma to pustimo stati. Dame in gospodje, Peter Jerič in seveda Sloga Tabor Under 19, najboljša mlada ekipa. Lahko greš. Ja, čas je še za eno nagrado, če se ne motim, je to zadnja nagrada, mar ne? In sicer nagrada za najboljšo člansko ekipo. In torej, zlati let za najboljšo člansko ekipo. Evo ga, nagrado prejme Breg Media Camp. Predsednik Walter Mokor, predsednik amaterskega športnega društva Breg dvigne nagrado. Walter, iskrene čestitke. Prosim, Gina Lazarevič torej bo izročila. Jaz sicer sem čakal Borisa Salvija, moram priznati. Torej, nismo nič preštudirali in bo razvidno tudi iz vprašanja, ki ga ima naš računalnik za našega gosta. Zdaj pa besedo Stefani. Košarkarji Brega so letos premagali Urok. V dolini so v sodobni zgodovini večkrat sestavili zelo kakovostne ekipe, nobeni pa ni uspel v preskoku C-ligo Gold. Za zgodovinski podvig je tokrat poskrbela mešanica veteranov in nadarjenih mladih igralcev pod vodstvom trenerja Toma Krašovca. V rednem delu sezone je Breg utrpel le 3 poraze, enega pa v prvem krogu play-offa. Zmagal pa je 29krat, vključno z 2 uspehoma v finalni seriji proti San Danieleju, s katerima je osvojil letošnjo C-ligo Silver. Aplavz seveda za Breg Media Camp, predsedniku Mokorju pa vprašanje. Končno, predsednik, vam je uspelo, končno, potem, ko so se tudi drugi na drugih športnih panogah trudili v minulih letih in odbojka in seveda tudi košarka. No, kdo v tem primeru nosi največjo zaslugo za ta podvig? Za ta podvig nosi največjo zaslugo, nosijo igralci, trenerji in tisti odborniki, ki so bili z ekipo zraven. A že razmišljate za naslednjo sezono? Vem, da smo o tem že debatirala pred kakšnim tednom, ampak dnevi
grejo naprej, pač ne, čas teče in razmišljamo, trenutno proslavljamo še. A še vedno? Ja, tudi danes. A še vedno proslavljamo, a res tudi danes. Zdaj pa vprašanje Jolly, oziroma ne vprašanje našega računalnika. No in bo razvidno, da smo pričakovali drugega gosta med nami. Zakaj Zlati Hal 9000? Katero vprašanje za Brek Mediakem? Oziroma vprašanje za Borisa Salvija. Katera zlitina je najbolj uporabljena v zobozdravstvu? Silver ali gold? Ker Boris Salvi je zobozdravnik. Katera po tvojem mnenju? Jaz upam gold. Seveda. Walter Mokor, hvala lepa in Brek Mediakem, najboljša ekipa. Lep pozdrav, Walter. Zdaj pa je čas, da se poslovimo tudi od naše gostje, Gina Lazarević, ki vas pričakuje tudi v Sežani, v Fitness Planetu, če želite, in se nadaljuje projekt Postani fit. Kdaj pa se zaključi ta projekt pravzaprav? Je previden nek konec? Čez 3 tedne. In potem verjetno boste objavili rezultate opravljenega dela strani teh deklet. Kaže na dobro. Zelo dobro. Aha, odlično, perfektno. Gina, hvala lepa in lep pozdrav. Gina Lazarević, torej, v naši družbi. A že? A res? Ja. Tako, torej, drage gospe in dragi gospodje, zaključujemo letošnji Zlati let. Hvala, da ste se udeležili tega našega dogodka. Hvala vsem športnikom, športnicam in še enkrat iskrene čestitke vsem nagrajencem. Zahvaljujemo se vsem našim gostom in pokroviteljem večera. To so bili Terme Snovik, Park vojaške zgodovine Pivka, Pizzerija Minimax, dvorana Kinemax, Fitness Planet Sežana, body konstruktor Pikasi in Gina Lazarević, certificirana fitness trenerka. Tudi danes, spoštovane prijateljice in prijatelji, smo dokazali, da če le hočemo, kot pravi ZSŽDI, skupaj zmoremo. Tu ne gre za Gorico, za Trst, tu nismo beli, rdeči ali zeleni, nismo Kraševci, nismo Zamejci ali kaj drugega, smo Slovenci. In lepo je, da smo vsi del velike družine slovenskega športa oziroma slovenskega športnega gibanja v Italiji in torej lepo, da smo se danes družili in vaših dosežkov sva se danes veselila tudi midva. In sicer Stefania Beretta in Eugen Ban. Hvala lepa. Zdaj pa na tem aplavzu greva na to stran. Namreč nagrajence vabim, da se nam prav po dogodku pridružijo za skupinsko fotografiranje. Pred samim koncem pa za Stefanijo še to. Kateri je po tvojem mnenju ta boljši krempir? Sploh vas sprašuješ. Kennebec. In torej bomo ploskali za naše goste in za naše športnike. Gre za zamejski hit z naslovom Kennebec, ki ga pojejo otroci 3 let in none 90-ih. Upam, da ga boste spremljali tudi vi z ritmičnim aplauzom dogodka. A ste slišali? In pole vsi na kampeto. Gospe in gospodje, na zlatem letu Black Panthers! Gor roke! Hvala. Kennebec, zbiran v klapi. Kennebec, te boljši v selati. Kennebec, zjutraj odpoldano zvečer. Kennebec, te boljši krempir. Kennebec, zbiran v klapi. Kennebec, te boljši v selati. Kennebec, zjutraj odpoldano zvečer. Kennebec, te boljši krempir. Pijem se, kaj ima tavžen toči. Zelejočen kamen, nič ne boli. Nisem zdrav, bolj kuriva. Vse, kaj jeha me, se proziva. Se zbiram pronto jedno vsaki feštin. Plevila jesen, prav ne bojim. Se najboljši, ni konfronta. Se lahko skrijejo primurano sponta. Kennebec, zmiren v klapi. Kennebec, te boljši v selati. Kennebec, zjutraj odpoldano zvečer. Kennebec, te boljši krempir. Kennebec, zmiren v klapi. Kennebec,
busci crempire. Cedo questa se non mero se span, ma mi ne treba šece se kidan. Če se volja senzacije kreput skriva, jo zelo vem, da mi več ne razbiva. Tukaj še ti ničem več zaprt, rajši tifen v pozicijo cvert. Se narbuši ni konfronta, se lahko skrijejo primurano sponta. Dajmo! Kenebek, zmeren v klapi, Kenebek, te boljši vse lati. Kenebek, zjutraj odpudano zvečer, Kenebek, te boljši krempir. Adiosa! Te boljši vse lati, Kenebek, zjutraj odpudano zvečer, Kenebek, te boljši krempir, Kenebek, zmeren v klapi, Kenebek, te boljši vse lati, Kenebek, zjutraj odpudano zvečer, Kenebek, te boljši krempir, Kenebek, zmeren v klapi, Kenebek, boljši vse lati, Kenebek, zjutraj odpudano zvečer, Kenebek, te boljši krempir. Hvala, 1. julija, nekam peti. Hvala, Evgen. Hvala vsi. Ja, prosim. Pa kaj nazaj prosiš? Da bom klical prosinečki, ki prosi stoječki, budalo. Povej mi rajši, kako je bilo na zlatem petu, zlatem letu, kako je že? Na zlatem letu? Super je bilo, krasna izkušnja. Čakaj moment, je bila zakuska? Ne se, pogostitev bo pred kinodvorano, takoj ko se zaključi ta video. A, dobro, In fantje so in forma? Ja, gospod Bos, fantje so dobro trenirali in komaj čakamo, da gremo v boj. Ovo me rakomando, Če nečeš, da ti šenka vam par šulnov sementa, je boljše, da zmagaste. Bodite brez skrbi, Bos. Gremo zdaj na zmago, na točke, na slavo. Za tistimi vrati vas čaka zelo nevaren nasprotnik, ki je uničil mnoge pred vami. Pa jaz verjamem, da vam bo uspelo. Pojdite zdaj, zmagajmo! Za narod, za dober dob, za nas, dajmo! Aha, vi ste. No, kaj si običajno privoščimo na naših pogostitvah? Giardineto, vrtiček ali prigrizek? Ja, verjetno ste že lačni, ne ob tej uri. No, zlatega leta je konec. Privoščimo si pravi pjat domačega pršuta.